rabo ukrasiti. Pa res. Kako bo lep. To ne drži. Ej, Tara ima še posebne efekte tle. Ej, kaj vi delate? Smreko okrašujemo. Pa še tepe. Kakšno smreko? Ja, smreko, da božič. A če to smreka, sem jaz Ante gotovi. Ja, lej, sam ne pomeni, če drevo ni smreka, da ni rad lep za tele cajte pizdarije. Kako smreka zgleda. To je ta prava smreka. Sam res. Rač, gremo smreko okrasiti. Ajde. No, pa ima. Jaz ne morem. Ej, kje pa bil kučen zdaj? Zdaj je bil Ante gotovi. Danes vam predstavila kar dve super punci, ki živita v občini Medvode. To pa ni njuna edina skupna točka. Obe sta bili pred kratkim udeležene v resničnostnih šovih. Prva je predvsem mingala s kuhovnico. Včasih pa rada pominga tudi okoli kakšnega avtomobila. Ali pa kaj tudi zavari. Irena Rovanšek je ambiciozna 20-letnica, ki je svoje sposobnosti kar 8 tednov kazala na naših malih TV sprejemnikih v šovu Gostilna išče šefa. Ja, za šov Gostilna išče šefa sem se odločila, ker me pač veseli kuhanje in to je bila zame edinstvena priložnost, da sem lahko sploh šla v to, ker pač imam drugo srednjo šolo in drugo izobrazbo in nisem imela možnosti se izobraževati za kuhinjo. Irena je lansko leto ravno končala višjo šolo za strojništvo v Škofji Loki. Zato nas je zanimalo, kaj je v življenju bolj veseli, njena ženska spretnost v kuhinji ali popravljanje jeklenih konjičkov. V bistvu ne moram ne brez strojništva in ne brez kuhinje, oboje me ful veseli, tako da želim v življenju oboje početi. In tudi zdaj delam v strojništvu večino časa, zato ker znam, da zaslužim denar, da imam lahko za tečaje pa za izobraževanje iz kuhinje. Kako je pa s študijem? Sem imela željo še delati šolanje naprej, ampak sem pač videla, da si s tem faksom, ki sem se na njega pisala, nimam kaj pomagati, ker me ne veseli, da bi bila zdaj jaz cele dneve za računalnikom pa delala načrte. Nisem tak človek, no, da bi lahko, moram biti razgibana in čim več stvari bi rada počela v življenju. Trenutno je njena prioriteta kuhanje, pa nas je zanimalo, kakšni so njeni cilji in želje za nadaljne. Sigurno imam željo delati v profesionalni kuhinji, ampak do tega mi še kar veliko izobrazbe pa izkušenj manjka. Pa že delam na tem, da se izobražujem počasi in dobivam čim več izkušenj. Izkušenj v kuhinji pred samim šovom ni imela, razen tistih priočenih maminih nasvetov in tistih, ki jih je pridobila sama. Vedno najraješ kuham nekaj, kar še nisem kuhala, zelo malokrat grem iste stvari kuhati. Probavam nove recepte, ki si sama spomnim, rada eksperimentiram v kuhinji. Najraješ pa varim, kar je v zvezi s strojništva. Bolj kot avtomehanična delavnica me pač to kovinarstvo zanima. Nimam nekih svetovnih idolov glede kuhanja, ker jih niti nisem nikoli spremljala. Imam pa željo sodelovati s slovenskim mojstrom Urošem Štefelinom in z njim bi res veseljem sodelovala. Sama ima večje veselje do pripravljanja sladic, ampak odkar je bila na šovu, jo vleče tudi v kuhinjo in ne samo v slaščičarno. Tudi pripravo glavnih jedi in predjedi je v šovu vzljubila. Se mogoče vidi v prihodnosti kot lastnica gostilne oziroma slaščičarne. Seveda so želje, da bi kdaj imela kaj svojega, ampak do takrat bo treba še orangarati in pač se izobraževati in zaslužiti kaj denarja, da bo to lahko resničljivo. V prostem času, ki ga ima zelo malo, se rada dobi na klepetu s prijatelji, udeleži še kakšne delavnice kuharstva in pomaga fantu v delavnici. Tudi ta strojna plat jo zelo veseli. Za konec pa klasično vprašanje, kje se vidi čez 5 let. Koledar sodi vsaka v mehanično delavnico, mar ne? Ana Plešec je 23-letna Medvoščanka, ki je svoje poslovne sposobnosti pokazala na resničnostnem šovu Top 4 s Tjašo Kokalj. Prebila se je celo v zmagovalno ekipo 4 deklet. Na tekmovanje sem se prijavila predvsem zaradi tega, ker se mi je zdel ta šov odlična poslovna priložnost. Samih snemanj in z teh izzivov sem pač odnesla ogromno novega znanja,
In zdi se mi pač, da sem skozi celoten ta šov tudi osebnostno zrasla. Do pred kratkim je bila študentka turizma, zato nas je zanimalo, kako se njena izobrazba povezuje z njeno poslovno žilico. Ja, nisem več študentka, v novembru sem diplomirala. Zdaj študij turizma sem se izbrala zaradi tega, ker sem se tisti trenutek tako počutila. Pač to me je zanimalo, nisem pa nikoli tako bila ozkogledna, da bi se za turizem odločila samo zaradi tega, ker bi si v življenju hotela pač delati izključno samo v turizmu. Tako da na samem študijskem obdobju sem imela ogromno splošnih predmetov, kakor so trženje, poslovanje, tako da sem odnesla ogromno znanja, ki mi bo, mislim, da tudi poslovno prišel zelo prav. Največ težav na snemanju je imela s tem, kako se privaditi na ves ta adrenalin ob snemanju in stalno prisotnost kamere. Zdaj, da bi izpostavila lahko kakšno nalogo, ne bi mogla reči, da sem imela s katero nalogo prav neke težave. Edino največje težave so mi predstavljale mogoče to, da sem morala pač delati v skupini s tako različnimi karakterji in včasih je pač to težko, da prideš do nekih skupnih zaključkov, ki ustrezajo pač vsem. Ključna motivacija za prijavo na tekmovanje je bila služba, saj je že poleti vedela, da bo jeseni diplomirala. Prav tako pa tudi praktične nagrade. Zaradi zmage je dobila službo najmanj za 3 mesece. Po šovu smo dobile 3-mesečno pogodbo na podjetju T2. Na začetku smo začele z delom izobraževanja, to je trajalo v bistvu skoraj 1 teden, to, da so nas dodobra podučili glede samega podjetja in storitev, ki jih pač oni nudijo. Zaradi tega smo bile tudi 1 teden preživele potem v klicnem centru, ki sicer nismo me klicale strank, ampak samo poslušala, na kakšen način oni strankam pač pomagajo in jim nudijo njihove storitve. Tako da že s tem smo pridobile kar ogromno novega znanja. Sama pa sem potem tudi po 2 tednih začela delati v marketingu in tudi tukaj sem se zdaj nekako našla to delo, ki mi je dano, ga z veseljem upravljam in mogoče za vnaprej ostanem tudi v tem oddelku, bomo videli. Zanimalo nas je tudi, kateri poklic bi bil zanjo popoln. Sigurno bi izbrala poklic, v katerem sem lahko kreativna, v katerem lahko tako poklicno kot tudi osebnostno rastem in da se ima možnost ves čas izobraževati tudi na tem področju in pač rasti. Seveda pa resničnosti šovi niso vedno pozitivna reklama za nadaljnjo poklicno pot. Zanimalo me je, kaj ona meni o tem. Ne, zdaj, če bi mislila, tako se pač ne bi prijavila na oddajo, tako da mislim, da je to zame samo odlična popotnica za naprej. Je pa res pač, da je odvisno od vsakega posameznika, pač, kako se publiki predstavi, tako da mogoče je za nekoga lahko tudi to negativna izkušnja. Mogoče to, da sem pač dosti samozavestna in pogumna za svoje leta, da sem se sploh odločila in speljala ta cel šov, kakor sem ga. Tako da mislim, da tudi v nadaljnje so pač neke lastnosti, ki jih lahko še sproti nadgrajuješ in postajajo skozi bolj močnejše, tako da mogoče sigurno ta pogum in samozavest. Moja prva inspiracija je to, da bi šla okoli sveta, ampak pač to ni poslovno, čeprav mogoče tudi na samem potovanju bi potem dobila kakšne ideje. Sigurno se pa pač v prihodnosti želim imeti nek svoj projekt, tako da kaj točno, mogoče kaj povezano z modo, z lepoto, nekaj v tej smeri. Mogoče si želim imeti nek manjši center za športne aktivnosti in pač lepotne storitve. Prostega časa trenutno res nima veliko, tako da se trudi hoditi na vodene vadbe k svoji sestri. Prav tako pa? Zdajle v roku 2 mesecev pa mislim, da se bom tudi odločila in naredila tečaj za vizažistko, ker si ga želim že nekaj časa. Tako da zdajle mislim, da je idealna priložnost, da tudi to izpeljem. Če bi bila žival, katera bi bila? Jaz mislim, da mačka. Ker že od majhnega sem ljubiteljica mač, tudi od majhnega me skozi spremljajo in nekako mislim, da bi se odlično znašla v tej vlogi. 3 življenjske želje? Sigurno, da prepotujem svet. Želim si iti okoli sveta. Potem, kot sem že prej omenila, da bi izpeljala nek projekt, da bi pač sama poslovno začela z neko idejo. In tretjo pač, da si ustvarjam družino. Katera kultura pa je najbolj blizu oziroma bi želela zvedeti več o njej? Ravno letos sem obiskala Južno Afriko,
Tako da moram pač reči, da mi je ta kultura bila zelo blizu in sem zelo uživala tam, tako da sigurno bi si želela prepotovati še cel ta afriški kontinent in pač videti več držav. Jaz sem bila natančneje v Cape Townu, tako da bi si želela videti še več držav. Kje se vidi čez 5 let? Težko rečem. Nikoli nisem bila tak tip človeka, da bi za toliko naprej planirala in predvidevala neke stvari, tako da se čisto prepustim občutku in danim trenutkom in bomo videli, kam me bo pripeljalo. Drop it. Yeah. Štanc, piškot. Oj, sorry za zamudo. Ja, sej ne vem, kje hodiš. A ti si pa že vse prštimo, ne? Ja, zdaj sam še goste čakam, sam ne vem, nekaj zamuja. Daj pa pride. Ne vem, rekel, da je malo zamudeno. Zdaj pa Upam, sem da pa bo jaz čim kar prej. oblekel, pa... Ok, jaz bom pa tle malo pogledala. Zdaj pa čim več narediti, ali kva? Štanc, piškoti. No, jaz bom te štanc delala, ti boš pa vse, ne, prav? Se tle že vse naštiman. Kaj pa je rekel, kdaj pa pride? Ja, ne vem, rekel, da je malo zamudil. No, malo. Tako vesel je bil slišati, ne vem. Sem mislil, da že jaz veliko zamujam. Kva delava? Danes pa piškotke delava. Piškotki, 2 vrsti piškotov. Ja. Dobar. Kjer boš ti? Jaz bom tele, štanc. Štanc. To so bolj ti. Ja, se bo zamenjala. Mislim, da sestavin vidim, da nima veliko. Ok, cool. Um, To sam je skrb pa treba ga namečeva. počakava, kva? Ja, ne vem, kaj pa če mi dva že maso prštima. Ok, da več več Amo pol sam peč dar, pa se bomo pogovarjali. Dobro, čak, kva moram jaz dati? Čak, jaz pol ti delam, ovsine. Ja, Ovsini, piškoti. Noč neke piskre moramo vzeti večje. ok, daj, dva. Kar v te. Ej, a mene se sliš? Ja. Ok, cool. Zdaj malo preveč. Ne, kaj jaz ravno 2. Kaj če gre ona tam iz strani delati? Ok, cool. Kaj pa rezerško? A je ven padla ali not? Ok. Ja, nič, pa kar nameč. Zdaj se lahko še šlepava, kaj ga še ni. Tam res, Ponovadi so ponovadi čisto se profi, delava. a ne... Ej, sama, je že kdaj kdo toliko zamujal? Ja, po moje. A veš, kdo je zamujal? Kdo? Najin prvi gost. A je že kdaj toliko zamujal, kdo? Čak. Izija smo čakali pol ure enkrat. Z nami je Viki Grošelj, ki pa nam bo povedal, zakaj smo pravzaprav šli v Šotor. Danes z Alenko Bikar, našo slavno Medvoščanko. Pozdravljena. Živjo? Živijo. Danes pozdravljava Urša Žgajnana. Pozdravljena. Živijo. Medvoškega Visokogorja. Pozdravljen, Žiga Kršinar. Živo. Prihaja eden boljših barmanov v Sloveniji, 2-kratni državni prvak, pa še zmagovalec še mnogih drugih tekmovanj, lahko rečemo, ne. Točno. Simon Ličen. Matej, dober dan. Živijo. Naj jo gostijo v Jedru v Medvodah. Z nama je v.d. direktorja Jedra Urban Eržen. V.d. direktorja Mladinskega centra Medvode. Kot na pikniku in zato smo danes tukaj pri Iztoku Pipanu, našem direktorju. Lep pozdrav, Iztok, živijo. Živo. Danes je z nama mladi kuharski up Izbil. Jure Kralj. Pozdravljen. Živo. Gremo kar Ja, veliko so imela gostov, a ne? Koliko? 11? 11 jih je bilo. 10 da je 11 gostov. Ja. Luštno. A ti že kje delaš? Ne še. Oziroma, zdaj sem stresla skupaj moko. A je unke poklical? Ne, ne. Kaj pa, če ga ne bo? Gospod zamuja. Še nikoli naj oben ni. Nisem navajen. Čak, 150 gramov osenih kosmičev zamešam. 100 gramov ostre pa 100 gramov mehke, to imam tele že namišan. Kaj pa je fora? Ja, Da to, zmešaš. ja ne vem, Ne veš, ne? tako piše, tako mora A biti. vidiš, zato bi gosta rabila, to so naj zmerkaj Ja, novega da kaj naučili. pove, a ne? Ja. 75 gramov sesekljanih orehov, No, tole nisi to moram sekla. še sesekljati.
Pa kam še 75 gramov jedilne čokolade, mora tudi sesekljati, pa pol vrečke pecilnega praška, to na plohe. Ok, jaz sem dala pa tukaj 300 gramov moke, pa 100 gramov sladkorja v prahu, pa 1 žlico kakava v prahu. Zdaj imamo pa še vaniljo in sladkor, a kar celega, ne? Ti daš pa celega, 2 vrte. Jaz moram pa polovico, recimo, da je to polovica. Ok. To... Pa sesekljati. Aha, limono bova pa kar malo pogolfala. Je nova sama riba. Ja, to sem ti pa nesel zato, da ne bova ne bio in ne eko limone noter dejala, ampak da boš pofejkala pa prašek dala. Po mojem, da celega lahko strešaš. Ok, sem zjutraj. To pa sam še maslo in gnetemo, dokler ni... Gneteš ka bleso. Danes pa bomo govorili prav posebni domači živali. To je očitno parkelj. Parkelj je vrsta živali, ki je ne srečamo ravno na vsakem koraku. Srečamo jih lahko samo enkrat na leto, ko pridejo iz svojih domov. Ta domača žival ima svoj bivalni prostor pod zemljo, se pravi v peklu. Ena izmed posebnosti te živali je tudi, da znajo zarenčati kakšno besedo ali dve. Imajo zelo omejen besednjak, znajo narediti, kot ste ga slišali, "wa", potem znajo povprašati, kje so poredni otroci in znajo tudi zagroziti, da jih bojo odnesli seboj v peku. To bi bilo pa tudi vse, kar se ga jih da naučiti. Verjetno imajo parkeljni zelo posebno prehrano, da imajo tako dolgo in lepo dlako. To pa ne bi vedel, zato ker jaz jih vzamem le za en dan, kaj pa dol jejo, pa ne bi vedel povedati. Vidimo, da imajo parkeljni tudi posebno obleko, ali imate kakšen poseben način negovanja ali... To ni obleka, to je na njih že zraslo, ker so bili poredni v tem življenju in po smrti so odšli v peku, ali pa da so jih odnesli kot poredne otroke, da se skesajo. Nega je zelo enostavna, malo jih pobožaš kot jaz Miklavža, drugače so pa zelo navadni. Otroci, ki niste bili pridni, se vam ne piše prav lepo. Tisti, ki pa ste obogali starše in bili pridni v šoli, pa se nimate česa bati, saj poleg svetega Miklavža in parkeljnov hodijo tudi angelčki, ki pridne otroke obdarijo. Poredne otroke vedno odnesejo seboj, le pridni ostanejo, zato pa imam seboj parkeljne. Imam tudi angele, kateri poskrbijo, da so dobri otroci, pridni otroci nagrajeni. Au! Spet sem se rezal. A si se res? Mečken. A vidiš, dobro, da ni oster nož. Ja. Kolikrat mi je že zdaj ratelj? Ja, najbolj... Četrtič, tretjič, nekaj tazga. Najbolj grozen je bilo takrat pa rezerško. Tam sva imela pa že kar posebne peripetije. Ja. Kje smo že vse kuhali? Ja, Himalaja, pa malo sva šla v Indijo na potovanje. V jedro? Ja. Pa na dvoru. Na dvoru, nazadnje na dvoru. Že marsikaj. Dobro, šotor še imamo? Šotor še imamo. Tortilje so že tako narejene, ampak nadev za tortilje bi naredili z piščanca, paprike, zraven pa še guacamole, zato da bo boljše. Da povemo, kaj bomo pravzaprav delali, Alenka je rekla, da bi rada neko italijansko kuhinjo, tako da midva s Petro sva pa potem izbrala testenine z eno tako, upamo, da bo odlična omakca iz kozic. No in kot po navadi, jaz predlagam, da kar začnemo. Ja, Simon, Primorec si. Tako. In za današnjo jed si izbral ribe. Tako, ribe, seveda obstajajo tudi rečne ribe, tako da tudi medvode ob sotočju dveh rek, tako, ribe so domicilne. Vendarle sem se tokrat odločil, da bi predstavil, oziroma da bi pripravili nekaj morske ribe. Tukaj imamo 3 krasne primerke brancinov, piranskih brancinov. Tako je. In zakaj
zakaj sem se odločil v mladinsko oddajo Džumbus pripeljati, postreči z brancini, zato ker mislim, da so ribe razmeroma preprosta jed, ki jo ni tako zelo težko pripraviti, ampak vendarle mnogi se tega malce bojijo, mislijo, da je zelo packasto, da je zelo težko jo pripraviti, pa ni čisto tako. Žiga bo nama povedal, kaj bova delala, tako da kar, če nam razložiš, zakaj si se odločil, kaj bomo pripravili. Ja, ti si rekla, kaj bi kuhali, ne? Meni je musaka zelo všeč, tako da sem rekel, da bi danes mogoče naredili musako. Naš na rdečem bojo sicer koktejli. Ja, normalno, imava pa le mojstra tukaj. Pomembna spremljava koktejlov so pa tudi prigrizki, a ne? Finger food se reče. Točno tako, pač določenim koktejlom lahko pač postrežeš določene prigrizke, pač razne kanapeje, finger food, pač hrano, manjše grizlaje, lahko pač sadne nabodala, to, kar bomo tudi danes pripravili, tako da lahko kombiniraš z različnimi stvarmi tudi koktejle. Indijske gospodinje se merijo po kvaliteti čapatov pa po pekočosti čilijev. Petra, daj ti malo razreži lepo malancane, pa jajčevce, ker vem, da obvladaš takale zanimive modele. Za začetek bom pripravil juho iz muškatne buče, potem bom pa pripravil kostanjev pire z postrvim filejem pa limonjeno omako. Drugače pa bomo pripravili v bistvu neko novoletno ali božično večerjo, v tem smislu kot glavna jed. Vidva bosta pri tem sodelovala, tako da na koncu je zelo odvisno od vaju, kaj bo ratalo. Z raznajenimi bogatimi izkušnjami to ne bo problema. Ne bo, ne. Veš kaj, Matej, kakor je to grozno izgledalo prej, se zdaj prav dela en tak zanimiv testo. Samo treba je pa zelo gnetiti. Ampak moraš pa še kar malo gnetiti, veš. Če ne jo bodo dala še malo putra ali pa kaj. Drugače si malo zasrala, ne? Ki si že kakav not vrgla. Lahko bi polovico testa dala brez kakava, pa polovica s kakavom, pa bi pa tako belo-črna yin-yang kombinacija bila, zdaj pa so samo zamorci. Ja, Matej malo zabredel, ne? Tišina tehniki, tišina. Jaz sem rekla, tole sem vse zdaj zmešal čokolado, ovsene kosmiče, moko, orehe, cimen prašek, tako da to je zdaj to. Tukaj sem dal pa maslo, 150 g masla, sladkor v prahu, cimet, vanilin sladkor, rum, pa en jajc. Rum pa voham. Zdaj pa tole, lepo diši, zmiksati. Moram penasto mešati, piše v receptu. Ok, gosta še kar ni, tako da mogoče... Mogoče bi pa mogli bolj v poletnih mesecih snemati, veš, bi ga bolj tople temperature privlače, pa je danes premrzlo pa. Je samo zanimivo, da ga to odvrača. Pa se on je navajen na mraz. Mesec december je najbolj veseljaški mesec v letu, kar v polnih denarnicah občutijo predvsem taksisti. Obrnila sem se na Zbiljčana Andreja, ki vozi taksi že 25 let. Meni je všeč to, ko v bistvu si samostojen, samodvisen od svojega dela in rezultati so taki, kakor pač vložiš v ta posel. In sam v bistvu sem se bolj preusmeril na poslovne potnike, ker sam taksi je v bistvu zdaj zelo na nizkem nivoju in je konkurenca taka, da v bistvu je že praktično nemogoče od tega živeti. Za prevoz poslovnih potnikov moraš dobro znati angleško, moraš biti točen in moraš imeti avto višjega srednjega razreda. Začel sem tako, kot ponavadi taksist začne, to je delo po noči in tisto zna biti kar naporno. Čeprav, če ima taksist veselja delati z ljudmi, če ima občutek za delo z ljudmi, se da vse narediti, ni problemov. Kdor pa nima, pač ima veliko problemov tudi v tej fazi. Za opravljanje poklica taksista je obvezen pogoj dobro znanje slovenskega jezika in poznavanje mesta ter njegovih značilnosti. Prvič ga mora veseliti delo z ljudmi, znati mora tudi voziti, mora biti spreten, poznati pa mora tudi okolje, v katerem dela. Recimo, če dela v Ljubljani, pač mora res dobro poznati Ljubljano oziroma najboljš kar celo Slovenijo. Je pa tudi
kar skoraj nujno, da obvlada en tuj jezik. Prav tako je potrebno končati srednjo šolo, najbolj zaželjena je strojna. Imeti moraš tudi veljavno vozniško dovoljenje, potrdilo o nekaznovanosti, tvoje stalno prebivališče pa mora biti v Sloveniji. Moram poudariti, da delo taksista je večinoma čakanje, ne? Žal. Taksistov je, vsaj v Ljubljani, kjer večina taksistov dela tudi iz Medvod, jih je vsaj 3-krat preveč. Ne? In večina časa taksisti čakajo, vožnje je malo. V 25 letih je doživel že marsikaj, tudi to, da so stranke odšle, ne da bi plačale. Ja, že, čeprav to ne velikrat. Pri meni je bolj to, da v bistvu imam kakšen posel za kakšno firmo in ko pač ima ta firma težave, pol včasih je tudi problem s plačilom. Ker si večinoma na cesti, je potrebno biti ves čas zbran in naspan, kar pa je včasih težko, saj je delavnik zelo različen in lahko tudi zelo dolg. Zato Andrej tega poklica ne priporoča vsakomur. Kakšnemu prijatelju sigurno ne bi svetoval, da se s tem poklicem ukvarja, zaradi tega, ker pač nivo tega poklica je padel, tako da je že to ena zelo slaba stvar. Država tega ne regulira, tako kot bi mogla, v bistvu ne kontrolira, tako da v bistvu so taksisti prav zaradi tega na slabem glasu. Je pa tudi dejansko tako, da za mlade mislim, da to ni toliko primerno, zaradi tega, ker če hočejo sami samostojno to delati, morajo kar nekaj zahtev izpolniti in na koncu pridejo en posel, ko v bistvu niti ni ne vem kako perspektiven. Če pa delajo pri nekomu, pri enemu delodajalcu, pa kakor jih poznam, je pa to bolj izkoriščanje in mislim, da na koncu so kar razočarani. Slabost je tudi delo ob vikendih in praznikih ter možnost objestnih strank. Največja prednost je razmeroma samostojno delo in spoznavanje novih ljudi. Mladinski center Jedro bo po lanskoletnem uspešnem dogodku Battle of Bands zadevo v letošnji sezoni ponovil. Gre pravzaprav za tekmovanje med glasbenimi skupinami, ki se potegujejo za naklonjenost publike, ki odloča, kdo bo zmagovalec. Januarja se bo začel, ta drugi teden januar, 2 predizbora, 27. zadnji vikend, v januarju pa finale. Isto bo nagrada za prvo mesto spot. Lansko leto so prestižno prvo mesto in možnost snemanja videospota dosegli člani zasedbe MUD, ki so se odločili, da se preimenujejo v In Between, prevod za neangleško govorečo populacijo, preprosto vmes. V bistvu smo se preimenovali že na Battle of the Bands prejšnje leto, ampak smo zaenkrat bili še MUD, ker smo tako imeli podpisano pogodbo, tam kjer vadimo. Tako da, pa v bistvu mislim, da so bili že flyeri natisnjeni, pa smo rekli, ok, bomo MUD. Se pač pod katerim imenom smo, ne. Videospot so posneli za nežno balado, za katero verjamejo, da bo všeč širšemu spektru poslušalcev. Super, moram pohvaliti vse, ki so sodelovali pri videospotu, ker so res dali maksimalno vse od sebe, ne, še zdravje in vse ostalo, kar pa že zraven. Tako da jaz mislim, da je ful fajno, mislim. Več, kot smo mislili, da bomo dobili. Letos pri tekmovanju ne bodo pomembni le glasovi publike. Ansambli se boste potegovali tudi za naklonjenost strokovne žirije. Strokovna žirija še ni določena, bojo pa izkušeni glasbeniki, jih še zbiramo in skupek glasov in žirije bo dodalo zmagovalcem. Ne gre za tekmovanje izključno namenjeno rockerjem in metalcem. K sodelovanju ste vabljeni muzičarji iz vseh glasbenih sfer, kar bo dogodek še dodatno popestrilo. Kaj bi svetovali tistem, ki bodo nastopali? Ja, da se prijavijo, ne. Sam, da so to, kar so, da so sproščeni in to. Jaz mislim, da bo hud Battle of the Bands. Ej, Petra. Voljno testo. Aj, ko že kaj poklical? Ne, nič. To je sumljivo. To je zelo sumljivo. Jaz se bojim, da Aj, vajo poklical? Prvič naj bo gost pustil na cedilu. A se vama, da reč, to zdi v redu? Mislim, vam, vsem 16.
Mislim, tole je zdaj kao penasto umešan, a ne, tole. Zdaj pa skrb. Zdaj pa jaz to moram kao skrb strest, pa... Pa boš pa gnetil, tako kot sem jaz zdaj. Ja, zmetil to bleso, pa da bo to ratalo, ampak... No, moje testo je pa že voljno. Tako da zdaj bomo pa nafilali tole štanc mašino, ki jo imate prenehal. Ja, smo pa naredili zamorčke. Če pa nov gosta, lahko se piškote sama pojde. Videla te šla pa na malco. Upremo posprav. Ja. So pa tili piškoti zelo zdravi, ker so ovseni, a ne? Ja, pa še čokolado jedilno imajo. Pa rumček. To bi zdaj kakšni nutricisti rekli, da je to odlično za fruštek, za malco, za na faks. Pa v bistvu je resno. A se strinjate? Ne vem. Ej, dobro bo. Čutim. Čutiš? Jaz čutim testo, da bo. Ej, koliko pa to nafilamo te? Preveč. Ja. Ja, dobro, no. Ni treba toliko. Zakaj pa ne? Ja, ker ne boš tega noter spravljal. Itak, da bomo. Aj, ne bom. To se nič ne dogaja. Može biti pa kar močen. Kaj se nič ne dogaja? A ne gre van? Ja, zdaj bo šlo. Sam jaz ne razumem čist koncepta tega. Daj, takole. Drž. Držim. Orang drž. Ni takle, kvar ne rabiš držati. Dol drž. No, daj. 1, 2, evo. Še enkrat. Zdaj pa malo lepš. Vidiš pneumatiko. Kako se bi za rožca. Aj pa snežinka lahko rečemo. Lej, a sem lepo naredil. Jaz moram v bistvu take kugelce narediti približno velikost oreha in pol tele še dodatne orehe noter za bost, za dekoracijo. In pa se tole peče, mislim, da morava dati 15 do 20 minut na 175 ali 180. In to je to, ti imaš pa tudi koliko, 10 minut. Paš malo? Jaz sem čisto odpadla. Ti si čisto odpadla, ne bom te motil. To je to. A miš, da bo prišel? Zdaj me že malo vse. Ti že vse, meni tudi. Zdaj smo že vse naredila. Zdaj v bistvu že to kura, da so že fertik in lahko greva. Lahko pa midva kaj namodrujeva. Kaj pa bi ti namodroval? A veš, tako, kot smo ponovadi v zaključku imeli. Ne prilagajamo težavam svojim sposobnosti, ampak nasprotno, iščemo cilje in nekako razvijamo moči v sebi, da bomo te cilje dosegli. Predvsem, da ustrajaš, da tisto, kar si želiš, da ustrajaš pri tisti stvari in slej ko prej ti bo uspel. In čim manj se moraš ozirati na to, kaj drugi pravijo o tebi. To je brez veze. To si ti res ne splača. Tako da moraš verjeti sam vase pa ustrajati. Brez dela, predvsem pa ustrajnosti, ni nič. In jaz vedno rečem, da če si nekaj zelo močno želiš in če si dovolj ustrajen, da imaš še mečkan sreče, ti bo zagotovo uspelo. Ja, čeprav prav, da starost je modrost, ne, ampak dober, jaz nisem še neki star. Ampak kaj ne rečem, ne, radi se mejte, doma si kaj skuhajte, če bo pa lokalnega izvora, bo pa še tako boljše. Čin, zdravi. Dober tek, pa to je to. Ja, dober tek pa še kdaj, dajmo probati z Navalimo. rokami, ne? Tole, dajmo, ja. Bomo pa zdaj kar... Da se nam to razkladil, pa kar zagradimo. Dober tek. Dober tek. Hvala enako. Na zdravje. Na zdravje in dober tek. Zdravje. Čin. Čin. Ok, tega gosta po moje ne bomo te. Dobro, ne? A šov ni v redu? Za morci. Sam tvoj so malo lepi. Ti so odlični. Čokolada je lepo stopljena. Kaj bedo? Ne slišiš? Aj gost? A videl, slišiš tam? Verjetno je spet kdo dobre volje. Ja, pa le veseli december. Ja, noč pantje, si mu razdelila, ne? Ja. Pridite probat. Danes nov gosta.
Zamislili smo se, preko 100 peklenčkov iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške je prišlo v Goričane na drugo noč parkeljno skoraj 2 tedna pred Miklavžem. Ponovno so jih k nam povabili člani domačega turističnega društva. Ja, glede na vreme, ki se je kar malo poigral z nami, mislim, da je bil obisk kar zadovoljiv. Tako kot na vseh šolah po naši občini, je Miklavžev sejem potekal tudi na osnovni šoli Simona Jenka Smlednik. Zbrana sredstva običajno namenijo šolskemu skladu ali razrednim skupnostim. S svojimi izdelki so največ iztržili učenci 9 razredov, najbolj zgovorni pa so bili tisti najmlajši. Zvončke, pa voščilence, pa vse tako, takšne zanimive stvari. Na drugi stojnici imamo pa še svečke, pa takšne bunkice sreče. Še ostajamo pri prvem dobrem možu, ki nas je obiskal v decembru. Pride sicer povsod, prav poseben sprejem pa mu pripravijo v Sori, kot veleva tradicija, točno ob 17:17 na Miklavžev večer. Lani so organizatorji za to ohranjanje kulturne dediščine prejeli prav posebno kulturno nagrado Pletenico. Pletenica da tudi odgovornost. Mi se tudi zavedamo, da otroci, ki pridejo to pogledati, so največji kritiki in ta odziv, ki je vsako leto, nam da tudi odgovornost. Miklavžu so poseben sprejem pripravili tudi mladi gledališčniki v Smledniku. Igrico z angelčki in parkeljni v glavnih vlogah. Miklavž je v Smledniku razmišljal na poseben način. Ti odrasli. Mislim, da bolj. Kolikor imamo izkušnje širom po svetu, so otroci kar vedno bolj pridni. Vidim pa, da včasih postaja pa problem pri starših. Starši danes nekako zapuščajo to, bi rekel, ljubezen do bližnjega jim ni več tako pomembna, kot jim je bila včasih. In otroci so pa nedolžni še kar precej časa. Ko smo že pri pridnih. Med pridne študente, ki imajo stalno bivališče v naši občini, bo ta razdelila 50 000 evrov. Komu pripada nagrada? Če dokaj uspešno, saj z 8, izdela letnik, če diplomira, naredi magisterij ali doktorat. Najvišja nagrada je 1300 evrov za doktorat, najnižja pa za opravljeni letnik v višini 249 evrov. Upam, da niste zamudili rok. Je pa res, da so občinski svetniki že razmišljali, da bi namesto nagrad uvedli štipendije. No, ko smo že pri občinskih svetnikih, na zadnji seji so se seznanili z novico, da bi občina Medvode rada izselila tabornike rodu 2 rek iz prostorov, ki jim sami pravijo rezidenca. Taborniki so seveda ogorčeni, spisali so peticijo in zbrali ogromno podpisov podpore. Samo prek interneta, že prek 400 in osebno krepko prek 100. Glavni argument je sigurno to, da smo v teh prostorih že 30 let, da nobenega ne motimo v teh prostorih. Mi smo dobili tudi podpise podpore vseh stanovalcev, se pravi vseh lastnikov teh stanovanj nad nami tukaj. Tako da mislim, da že to dejstvo govori v prid nam, da smo tukaj in pa predvsem to, da ves čas skrbimo za mlade v občini, jih vzgajamo v dobrem duhu, jih učimo živeti v naravi. No ja, december se že itak začne z praznovanjem rojstnega dne enega velikih mož, Franceta Prešerna. Varovanci vzgojno-izobraževalnega zavoda Fran Miličinski Smlednik ter njihovi vzgojitelji in prijatelji so njemu v čast organizirali že 15. pohod. 2. decembra ob 5. uri zjutraj so iz Smlednika krenili na 42 km dolg pohod proti Vrbi. In po 12 urah so prav vsi uspešno dosegli cilj. Letos je skupina doslej največja, vseh pohodnikov je 57, od tega 31 otrok. Aktivni so mladi gledališčniki v vseh gledaliških skupinah v naši občini. Medtem ko se večina odloča za komedije, se je mladinska gledališka skupina Kuda Smlednik lotila zgodovinske drame Dnevnik Ane Frank.
Zapis o tem, kako je 14-letna judovska deklica doživljala drugo svetovno vojno. Brez odziva publike bi si mislil, da igra ni bila najboljša. Tudi sam sem se počutil tako, kot da vlogi ne dajem nobenega karakterja, ampak so mi gledalci povedali, da je bilo, da so začutili to, kakšna vloga sem in kaj je moja vloga na odru. Za novo leto si želim čist zrak, veš kaj mislim, čist zrak. Posliši moje želje, Božiček. Za novo leto si želim šova na kroženju. Jaz si pa želim nove bubice na televiziji. V novem letu Iron Maiden v jedru, Božiček, usliši me. Jaz bom pa bolj skromna, jaz bi pa mir na svetu. Ja, se to. Jaz bom pa sam to rekla, jaz pa hočem še 300 džumbusov, pa da bi lahko zlezla iz tega vozička. Sretan Badnjak. Srečen Božič! Pa vesel nov let. Ok, pa noč. Na 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 Božič!